Prav lepo pozdravljeni na Slovenski matici na današnjem literarnem večeru. Večeru, ki bo posvečen novemu romanu Nataše Konc-Lorenzuti, ki jo tu prav lepo pozdravljam. Romanom s pomenljivim naslovom Senca brez človeka. In vendarle smo se danes tukaj zbrali, ljudje, s srcem, z dušo, s spomini, z bolečino in žalostjo. Z vsemi temi čustvi sem prepričana, je tudi Nataša Konc-Lorenzuti pisala svoj roman o usodah ljudi, ki so bili med vojno tako rekoč ugrabljeni, odvzeti svojim staršem in odpeljani v prevzgojne in vse druge, kakor človeške namene. Z njo se bo danes pogovarjala Zarika Snoj-Vrbovšek, pomočnica tajnice urednice v Slovenski matici, ki je knjigo tudi skrbno uredila. Prav lepo pozdrav tudi naši Zariki. Hvala lepa, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Boš kar ti naprej pozdravila tudi vse ostale, prav? Moja sogovornika danes pri predstavitvi te knjige bosta, kot že rečeno, seveda avtorica Nataša Konc-Lorenzuti in pa dr. Tonček Kregar, direktor Muzeja novejše zgodovine Celje. Mogoče bi za uvod najprej samo kratko predstavila sogovornika, potem pa nadaljujemo seveda z predstavitvijo knjige. Nataša Konc-Lorenzuti je svojo poklicno pot začela kot igralka v 2 slovenskih poklicnih gledališčih. Več kot desetletje je bila tudi gimnazijska profesorica na umetniški smeri gimnazije Nova Gorica. Danes pa je uveljavljena slovenska pisateljica, večkrat nominirana za nagrade, nagrajena. Izdala je že 20 knjižnih del za otroke in mladino. Ta roman pa je njen 6. roman za odrasle. Med temi 20 deli v današnjem kontekstu velja omeniti vsaj njen mladinski roman Beseda, ki je nimam, ki prav tako kot ta, ki ga danes predstavljamo, tematizira ista zgodovinska dejstva o slovenskih otrocih, ki so bili ukradeni med 2. svetovno vojno. Le da so pričevanja v tem romanu literarno predelana in vpeta v izmišljen vsebinski okvir, kar pa je tukaj, kot boste videli v nadaljevanju, drugače in bo tudi gotov avtorica sama še kaj o tem povedala. Dr. Tonček Kregar je študiral zgodovino in občo sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomiral, potem pa iz zgodovinskih znanosti tudi magistriral in leta 2007 doktoriral. V Muzeju novejše zgodovine je zaposlen od leta 1997, tam je bil sprva kustos, potem muzejski svetovalec, vodja zgodovinskega oddelka, potem pa vedi direktorja in od leta 2016 pač ta muzej vodi. Za svoje delo v muzeju je prejel tudi Vajda Zorjevo priznanje leta 2006. Kot zgodovinar se ukvarja zlasti z zgodovino Slovencev in drugih slovanskih narodov v drugi polovici 19. in v 20. stoletju in zgodovino Celja s poudarkom na obdobju 2. svetovne vojne. Tako da je to pač tudi tak res primeren sogovornik za današnji večer. Kot je že Ignacija omenila, je ta roman Senca brez človeka za razliko od prej omenjenega mladinskega romana dokumentarni roman. O žanrski oznaki bomo podrobneje se pogovarjali v nadaljevanju. Izhodišče tega romana je pa dogodek iz časa 2. svetovne vojne, ko so avgusta leta 1942 nacisti v 2 akcijah v Celju ukradli 645 slovenskih otrok in jih odpeljali na ozemlje Tretjega rajha. Pri 30 izmed njih, ki so prestali rasne selekcije, ki so bili pač ustrezni, pa vključili v Himmlerjevo tajno organizacijo Lebensborn in jih pač popolnoma odtujili družinam, slovenskemu jeziku in pač identiteti, ki so imeli do takrat.
širše, gre za roman v bistvu o otrocih vojne, ki so postali žrtve miru, kot pač je tudi zapisano pač z besedami enega od pričevalcev, ki so se znašli v določenem zgodovinskem trenutku, ki jih je neizbrisno zaznamoval in kakršen žal tudi v današnjem času spet poteka. Tako da to so v bistvu vse teme, ki bomo danes izpostavili. Zdaj pa bi, še to moram povedati, da bomo v današnjem večeru imeli še nekaj vložkov. Imamo pripravljeni dve pričevanji, ene izmed otrok Lebensborna, Ingrid von Oelhafen, ki se je leta 1941 rodila kot Erika Matko v Rogaški Slatini, bila ukradena v starosti 9 mesecev, odpeljala v Lebensbornov dom Sončna Poljana v Korensalisu in tam so jo kot 2-letno deklico, sta jo vzela zakonca von Oelhafen in se nikoli ni vrnila v Slovenijo, da bi pač tukaj živela, se je pač vrnila zdaj, ampak samo na obisk. Tako da Nataša je z njo posnela tako kratko izjavo, ker pač žal ni mogla priti sem in tukaj sodelovati. Potem pa imamo tudi posnetek intervjuja, ki ga je Nataša v toku teh raziskav, ki jih je opravljala v romanu, opravila z svetovalko in komisarko ukrajinskega predsednika za otrokove pravice in rehabilitacijo otrok, z gospod Darijo Herasinčuk. Ta intervju je bil narejen leta marca letošnjega leta in boste videli pač seveda zelo pretresljivo pač kaže, kako pač se stvari tudi v današnjem času dogajajo. No, zdaj pa bi za začetek tega pogovora začela z enim navedkom iz dokumentarnega romana Svetlane Aleksijevič. To je beloruska novinarka in pisateljica, publicistka, ki je leta 2015 prejela Nobelovo nagrado za literaturo in sem izbrala njen dokumentarni roman Vojna nima ženskega imena, Vojna nima ženskega obraza. No, tako da pač navajam tale citat. Zgodovina kot zgodba njene priče in udeleženca, ki ga nihče ni opazil. Ja, to me zanima, iz tega bi želela narediti literaturo. A pripovedovalci niso le priče, bolj kot priče so akterji in ustvarjalci. Realnosti se ne moremo povsem približati in pogledati naravnost v oči. Med realnostjo in nami so naša čustva. Razumem, da delam z različicami. Vsak ima svojo različico in iz njih, iz njihove množice in presekov, se poraja podoba časa in ljudi, ki so v njem živeli. Ne pišem o vojni, ampak o človeku v vojni. Ne pišem zgodovine vojne, ampak zgodovino čustev. Sem zgodovinarka duše. Po eni strani proučujem konkretnega človeka, ki živi v konkretnem času in je udeležen v konkretnih dogodkih, po drugi strani pa moram v njem prepoznati večnega človeka, drhtenje večnosti, to, kar je vedno v človeku. Ne zanima me samo tista realnost, ki nas obdaja, ampak tudi tista, ki je v nas. Ne zanima me sam dogodek, ampak dogodek čustev. Zanima me duša dogodka, zame so čustva realnost. No in ta odlomek se mi zdi, da odlično nakazuje razmerje in razlike med zgodovino in literaturo, o čemer bo danes večkrat govora. Za uvod pa bi zdaj najprej prosila sogovornika zgodovinske stroke, dr. Kregarja, da bi nam kratko predstavil ta zgodovinski okvir tega romana, kako in zakaj je že pred vojno nastala ta tajna organizacija Lebensborn, o kateri se recimo meni zdelo zelo zanimivo, ko je Ingrid von Oelhafen govorila v svojem po svojem tekstu, ki ga je v svoji knjigi, da ko je ona začela leta 2000 zelo podrobno raziskovati svojo zgodovino, svojo usodo, se v tem še vedno ni skoraj da nič vedelo. Tako da, recimo pač to, da se izpostavi, zakaj je bilo tudi toliko malo znanega o tem in kako se je potem delovanje te organizacije med vojno stopnjevalo in kako je vplivalo pač tudi na naš prostor. Najlepša hvala, lep pozdrav, me zelo veseli, da sem danes z vami.
Hvala za vabilo. Res je, da te Natašine knjige še nisem bral, tako da bom verjetno samo predvidevam, kaj je v njej, ampak bom poskušal zelo na kratko odgovoriti na vaše vprašanje. Seveda sam nisem strokovnjak za organizacijo Lebensborn, ampak dejansko pravzaprav več čas, v neposredni povezavi z vedenjem o ukradenih otrocih, ki je v slovenskem prostoru pravzaprav prisotno vse od druge svetovne vojne, zlasti pa od 60-ih let, ko je Stane Trčak izdal knjigo s tem imenom in pravzaprav temu tragičnemu fenomenu nadel tudi neko ime, ki je danes postal del zgodovinskega spomina, je znano za organizacijo Lebensborn. Zdaj, zelo na kratko šlo je seveda, kar verjetno vsi tudi veste, za del te razvejene Himmlerjeve hobotnice, na čelu je bil Heinrich Himmler, seveda, se pravi, šef SS-a, šef nemške policije in državni komisar za učvrstitev nemštva, za rasno vprašanje na nek način. In je to hobotnico sestavljalo kar nekaj med sabo povezanih organizacij, vse so na nek način do druge svetovne vojne delovale tudi na slovenskih tleh. Res pa je Lebensborn bil tudi z vidika takratne mainstreamovske nacistične etike in morale nekaj malce sportnega, zato toliko bolj skrivnostne. Seveda, nastal je leta 1935 kot neke vrste pospeševalec demografskega dviga, seveda na rasno čistih osnovah. Se pravi, neka vrste valilnica aricev na vse možne načine, na legalne in na mogoče tudi tiste, odrečeno, tudi iz takratnega zgazornega kota malce sporne. Kot večina nemških oziroma nacističnih inštitucij oziroma procesov, pa je tudi ta organizacija s časoma, zlasti pa z izbruhom druge svetovne vojne, pravzaprav dobila neke svoje, razširila neke svoje področje delovanja. In zdaj stopamo seveda na točko, ki zadeva neposredno naš slovenski prostor in ta roman, ko je ob teh arijskih parih in v teh arijskih zvezah spočetih otrocih množično na nek način pograbljale otroke, zlasti iz Poljske, pa tudi, kot smo že slišali, iz Slovenije, in jih v tem, znotraj tega programa, se pravi na osnovi raznih kriterijev, tisti, ki so izpolnjevali razne kriterije, predajala najprej v rejo z namenom končne posvojitve primernim družinam. Tu je seveda tudi primer Norveške, skratka, Lebensborn je deloval na različnih področjih. Zakaj omenjam Norveško? Primer seveda otrok rojenih v zvezah med nemškimi vojaki in Norvežankami, domačinkami. Za ilustracijo najbolj znan primer je Frida iz skupine ABBA, zakaj smo izvedeli pravzaprav tudi šele pred mogoče desetletjem, recimo. Skratka, da ne ostane predolgo tu, na tem mestu, da verjetno se bo seveda Nataša od tega še dotaknila, oziroma so te stvari zelo dobro razložene v knjigi. Zdaj, zakaj je ta spomin danes, se mi zdi, sem pravno, ko sem malce razmišljal o tem večeru, sem malce surfal po zgodovinskih dokumentarnih kanalih na televizijah in pravzaprav lahko zelo pogosto naletimo na kakšen kvaliteten, kredibilen dokumentarni film, ki to problematiko razčlenjuje, se z njo ukvarja, zlasti zaradi te, seveda, nek način tudi senzacionalistične note, se pravi, polprisila oziroma prostovoljne arike za spočetje, na voljo za spočetje, se pravi, mladih Nemcev. Ampak dejansko pa se pravzaprav tudi od 80-ih let, recimo ravno tak primer dr. Georga Lilienthala, se zgodovinarji s temi stvarmi ukvarjajo. Tako da bi težko rekel, da je to bila neka tabuizirana, zamočana tema, je pa res, da je v zadnjih desetletjih vedenje o tem dosti več, tudi dosti več knjig izhaja in razlogi za to bi morda mi bom zelo vesel, če mi pomaga pojasniti tudi kateri od kolegov, ker vidim, da se danes nekaj tukaj se ukvarjamo s tem. Lahko samo nekaj dodam. Mogoče to sem jaz vedela šele pred kratkim, omenil si doktorja Georga Lilienthala. On je pravzaprav pionir raziskovanja Lebensborna v Nemčiji in je leta 1985 doktoriral na to temo. In sicer doktoriral je iz teze, ali je Lebensborn v resnici obstajal. On vedno znova poudarja, da je največ škode otrokom Lebensborna naredila govorica, da so bile to razplojevalnice.
da so se tam zbirale ustrezne arijske ženske, ki so jih potem načrtno združevali, da je bil to prostor za zmenke. To ni res. Je pa res, da so v teh organizacijah sprejemali nosečnice, ki so zanosile izven zakonske zveze, se pravi, da ne bi spravile, ampak vstop so pa imele samo tiste, ki so bile rasno ustrezne. Pa seveda očetje, s katerimi so spočele te otroke, so tudi morali biti rasno ustrezni. Najboljše pa bilo, da so bili to kar SS-ovski člani. Ne? Tako da oni so imeli pa celo nalogo, direktivo od Himmlerja, da čim več otrok spočnejo, če ne gre v zakonu, pa izven zakona, samo da se poveča arijska. In ki so ne nazaj tudi financirali to organizacijo, pa vsaj začetka. Absolutno. Potem pa prosim še mogoče za en tak uvid v to, kaj se je dogajalo v Celju takrat leta 1942, ko je bilo pač okupirano, ko so se te zbiranja družin in potem ugrabitve dogajale, kako je potem tudi potekalo to vračanje otrok, to zdaj lahko malo preskočimo, ker se je spet v Celje potem se jih vračalo. Ne? Zanimivo bi morda tudi povedati, zakaj ravno Celje. Skratka, jaz ne bom razlagal zelo na široko in zelo podrobno o samih značilnosti nacistične okupacije, gre za stvari, ki so dokaj znane v našem kolektivnem, v našem zgodovinskem spominu, ampak vendarle. Leta 1941, se pravi, Nemci zasedajo velik del slovenskega ozemlja, ki ga formalno ne priključijo Tretjemu rajhu, čeprav na njem dejansko vzpostavijo popravo, kot je veljala za Tretji rajh. In v temu primeru tudi tretirali to področje. Osnovni namen, se pravi priključitev tega območja Tretjemu rajhu in popolna germanizacija tako dežele kot njenega prebivalstva. Ukrepi izgon slovenske družbene kulturne elite, namesto katerih naseljujejo koloniste iz drugih delov, se pravi Nemce, Volksdeutsche, Nemce iz drugih delov Evrope, obenem seveda pa tudi sistematično ponemčevanje preostalega prebivalstva. Kljub temu pride že poleti do odpora, ki se in zdaj si seveda lahko predstavljamo, da je ta odpor na samih nemških tleh, kot so nacisti tretirali to ozemlje, seveda izzove nemudoma brutalno reakcijo brez kakršnega usmiljenja, se pravi zatrtje odpora za vsako ceno. In dejansko je ta nasilje proti upornikom usmiljeno ljudem, ki so obtoženi, osumljeni, kakorkoli sodelovanje v oporu. To še ne pomeni, da gre samo za ljudi, ki so nosili puško v rokah, recimo, ki so bili udeleženi v nekih oboroženih akcijah, ampak pravzaprav gre za zatrtje, sistematično zatrtje celotne odporniške, celo potencialne odporniške mreže. Najprej je to nasilje usmerjeno seveda v posameznike, člane upora, zelo hitro pa se ta nemški odgovor, to nemško maščevanje oziroma nemško nasilje prizadene tudi člani njihovih družin. Se pravi, svojce, sorodnike, ljudi, ki so tako ali drugače povezani z njimi. In že od začetka leta 1942, deloma že leta 1941, poznamo dokumente, v katerih se določa tretma teh ljudi, se pravi svojcev upornikov. In večinoma gre vsaj v prvi polovici leta 1942 so ti ljudje tretirani podobno, na primerljiv način, kot so tretirani ostali izgnanci slovenskega ozemlja, se pravi zlasti iz tega brežiškega trikotnika na meji z NDH oziroma z Ljubljansko pokrajino, se pravi, da so deportirani, da so izgnani v taborišča v Nemčijo. No, kulminira pa se pravi, do nekega preloma, zelo tragičnega in bistvenega, do neke ekstremne brutalnosti, ko pride konec junija 1942 s tem zloglasnim Hitlerjevim ukazom o pacifikaciji, se pravi pomiritvi okupiranih območij Spodnje Štajerske in Gorenjske in z tako imenovanimi tajnimi smernicami navodili, kako naj ta pomiritev poteka. In eden teh najpomembnejših členov, ki je pravzaprav neposredno povezan z usodo ukradenih otrok, je, da je treba upornike, se pravi zlasti moške, likvidirati, fizično odstraniti, člani njihovih družin pa, kar se tiče žena, poslati v koncentracijska taborišča, otroke pa odzeti in jih poslati v prevzgojne taborišča, oziroma z njimi postopati na drugačen način, pri čemer je Hitler ravno z vidika pozicije vodje letne zborna, skratka, se zanimo za njihov ustrezen rasni material. In da zaključim, da ne bom predolg, ker je vendarle
teža na knjigi. Skratka, pride do te pravzaprav res ekstremne situacije. Na splošno leto 1942 verjetno najbolj tragično, najbolj krvavo leto v celotnem obdobju okupacije, ne samo na Štajerskem, v vseh slovenskih delih, ampak zlasti na Štajerskem. In potem imamo seveda primer do zelo rigoroznega izvrševanja teh navodil, dve veliki akciji avgusta 1942, ki prizadenejo na nek način pravzaprav na desetine, celo na stotine slovenskih družin. Da strnem, skratka, zelo tipičen primer posode neke slovenske družine, takrat prizadete, oče oziroma brat ustreljen kot talec v Celju, in kasneje jeseni tudi v Mariboru. Namreč leta 1942 je bilo samo v Celju izvedenih 5 množičnih streljanj talcev na društvu Starega Piskra. Njihove žene, matere, hčire deportirane, starejše od 18 let, se pravi polnoletne deportirane v Auschwitz, kar je dejansko leta 1942 pomenilo smrt, otroci pa odvzeti. Vse skupaj se je dogajalo na tem tako imenovanem vlovitvenem taborišču na okoliški šoli v Celju. Zakaj zdaj Celje? Ravno zato, ker je pravzaprav do tega časa upor na Štajerskem, ki se je sprva začel zlasti v Mariboru, bil že popolnoma uničen in se je težišče upora preselilo na celjsko področje. In to zadevno je v Celje svoj štab, ravno v času teh akcij, predstavil tudi šef varnostne policije in varnostne službe oziroma šef gestapa na spodnjem Štajerskem zloglasnem Boku Lurker. Kot rečeno, v teh dveh akcijah približno dejanske točnega števila nimamo, vemo za prvi val med 3. in 5. avgustom približno 1400 aretiranih posameznikov, nekaj manjega od izpuščenih, kasneje ostali pa, kot rečeno, deportirani 4 konvoji deportirancev so avgusta 1942 prišli v Auschwitz, otroci pa kasneje ostalo taborišča. Se pravi, tipična zgodba, usoda teh družin, oče ustreljen, mama umrla v Auschwitzu, otrok odvzet. In mogoče samo za konec, samo še, da struktura teh ljudi, kot rečeno, to so bili ljudje, to so bili družine, celotne družine, tako in drugače povezane ali pa osumljene sodelovanja z partizanskim gibanjem. Med njimi struktura pa je zelo pestra, od dejansko družinskih članov, prvoborcev, aktivnih partizanov, akterjev upora, organizatorjev upora na posameznih področjih, do dejansko preprostih, pretežno, glavno so bile pretežno družine z ruralnega področja, Zgornjo-Savinjska dolina, Kozjansko-Šaleška, do ljudi, ki so tako in drugače zgolj, recimo, nudili zavetje ali neko oskrbo partizanskim enotam. Pravzaprav zelo, zelo malo teh ustreljenih talcev, kaj šele članov njihovih družin, je bilo aktivnih borcev proti okupatorju. Skratka, zelo pestra struktura. Od komunistov do večine zelo globoko vrednih ljudi. Ja, hvala za ta zgodovinski okvir. Zelo težko je zgodovinski okvir, na kratko se upravičujem. Ne, ampak seveda za nadaljevanje pogovora nujno potreben. Zdaj pa bi vprašala tebe, Nataša, kako si se pa ti srečala s temi zgodbami slovenskih ukradenih otrok, ki so te očitno tako presunile, da se zdaj že kar vrsto let s tem ukvarjaš in tudi že kar nekaj stvari je iz tega nastalo. Ja, mene zelo vznemirjajo usode otrok, ki ne vedo, kdo so. In zato sem tudi tematiko, zato me je ta stvar tako pritegnila. Vedno sem da neskončno vznemirjena ob zgodbah izgubljenih, potujčenih, politično preuzgojenih, odvzetih, ukradenih otrok. Ne glede na to, ali so bili to otroci, ki so bili ukradeni v vojni, ali so bili to otroci, ki so bili ukradeni oziroma odtujeni in osiroteni po vojni. Skratka, nisem pa vedela za to zadevo do takrat, ko sem na televiziji videla film Maja Vajs Banditenkinder. Tega nisem vedela. To me še danes čudi in sem takrat mislila, da me manjka izobraženosti, na kar sem potem ugotovila, da tudi drugi tega niso vedeli. Še manj pa, da so bili slovenski otroci vključeni v Lebensborn. Moram povedati, da sem se v prejšnjem romanu, ki si ga omenila, ki pravzaprav ni čisto mladinski, v bistvu ga nekako žanrsko opredeljuje založnik
kot crossover roman, se pravi mladinski, ki je tudi za odrasle. Sem se osredotočila na zgodbo ukradenih otrok na podlagi pričevanj, ki sem jih do takrat imela. Zato sem si pa želela takrat srečati koga, ki je bil prav otrok Lebensborna. Ampak, ko je bil roman napisan že, sem jaz šele prvega otroka, ki je bil res otrok Lebensborna, se pravi germaniziran skozi to Hübnerjevo organizacijo, srečala. In šele po izidu romana, ko sva z Majo Vajs začeli snovati scenarij za dokumentarni film, katerega premiera bo oktobra v Frankfurtu, prav o slovenskih otrocih Lebensborna, takrat so se pa začele odpirati, neznansko odpirati zgodbe. Takrat sem potem tudi prišla v stik z Ingrid von Olhafen, takrat sem našla Ivana Acmana v Šmihelu nad Mozirjem, ki je bil otrok Lebensborna. Takrat so potem z Majo tudi pisale Hajmu Henriju Hajderju, ki je katerega zgodba je tudi v romanu zapisana, ki je živel na Kostariki in do svojega 65. leta sploh ni vedel, da je Slovenc. Tako dolgotrajna in tako učinkovita ta germanizacija. In potem sva obiskali še Franca Zagožna v Belgiji, ki je bil tudi germaniziran, potem je prišel sem, kot 15 let, pa se je potem vrnil v Belgijo, ker se je tam zaljubil. No, skratka, ti 4 liki, ki razpogledajo v filmu, so glavni protagonisti mojega romana. Ampak, ker se zgodovina tako neskončno grozljivo ponavlja, ker se je podobna stvar z odtujitvami otrok in pobojem njihovih staršev zgodila po vojni, v revoluciji, ker so nekateri otroci osiroteli že pred vojno, zaradi revščine, zaradi alkoholizma, zaradi nevzdržnih razmer na podeželju, recimo. Sem to zgodbo razširila, prepletla sem v njej fenomen otroka, ki je celo življenje iskal svojo družino, sledove svojih staršev, svoje brate in sestre in se ukvarjal z vprašanjem, kdo sploh sem in zakaj sem sirota. Tako da v romanu poleg teh otrok Lebensborna, 4 slovenskih otrok Lebensborna, in enega norveškega otroka, ki sem ga srečala na snemanju v Korensalisu, in ene nemške deklice, tudi otroka Lebensborna, ki je bila hčerka ene glavnih uradnic v Lebensbornu, sem potem prepletla z izpovedmi predvojne sirote, povojne sirote in povezala tudi z današnjim trenutkom, ki ga ne moramo spregledati, ker meni je ob vsem tem, ko je to nastajalo, medtem, ko sem jaz ta roman pisala, se je začela vojna. In takrat, ko se je začela vojna, sem pomislila, pa ja, ne bo tako brutalna, da bodo spet otroke kradene. Ampak to se zdaj dogaja množično, zato sem tudi posnela pogovor z gospo, ki se v Ukrajini ukvarja z ugrabitvami otrok. Danes je teh otrok na 100 000 in čez 80 let bo mogoče nekdo napisal knjigo o teh otrocih in bodo ti otroci sedeli takole, kot danes sedijo nekateri tukaj in jim bo še zmeraj težko pri srcu, ko se bodo tega spominjali. Če bodo sploh vedeli, kdo so, če bodo vedeli, odkot so prišli. Ker nekateri ne vejo. 6 otrok Lebensborna je popolnoma izgubljenih, se sploh ne ve, kje so. V slovenskih namreč, medtem ko da o poljskih ne govorimo. Kakšno pa bilo, dr. Bregar, vaše sodelovanje z Natašo v tem kontekstu? Sodelovali ste že tudi pri nastajanju filma z Majo Vajs, tudi organizirali ste v muzeju obletnico. Kako je potem tudi muzej kot ključna inštitucija pri razkrivanju in ohranjanju tega spomina lahko se vključil v to raziskavo? Mene izredno veseli, da sta tako Maja Vajs kot Nataša Koncler-Rincuti pravzaprav prevzeli na nek način to štafeto ukvarjanja z to problematiko in ohranjanje spomina na ukradene otroke. Namreč, ko sem že prej omenil, dolgoletni kustos iz zgodovina našega muzeja je že leta 1962 Stane Tičak izdal knjigo o ukradenih otrocih in to je še vedno temelj vseh nadaljnjih raziskav. Skratka, kasneje se to zadevno, bistveno nekih
odlomki spoznam dolga desetletja, se pravzaprav o tem se dodatno ni raziskovalo. Morda tudi danes, današnja vloga muzeja je malce drugačna, kot je bila v preteklosti, nismo več raziskovalni inštituti, pravzaprav skoraj da človek ne najde časa, da bi se tako poglobljeno ukvarjal z neko zgodovinsko temo, čeprav bi veljalo, recimo tudi s strani zgodovinopisja, to temo na novo napisati, ampak hvala Bogu, so se našli drugi akterji, zlasti že omenjeni Maja in Nataša, ki na svoj način skozi filmski jezik in skozi literarni jezik, ampak vendarle zelo zvesto na dokumentarnih temeljih in seveda tudi z veliko pomočjo raziskovanja znanstvenega dela pravzaprav ustvarjata neka nova, bom rekel, ne samo umetniška, ampak na pol umetniška pa znanstvena dela, ki sta zelo dolgo. Sicer pa moram povedati, da ja, naš muzej je še vedno normalno, ker je pravzaprav varuh spomina na tega prostora, ker so se tam začele prve raziskave. Se pravi, pri nas hranimo za določeno zapuščino, povezano z dediščino, povezano z ukradenimi otroci. Zelo dobro sodelujemo tudi z društvom taboriščnih ukradenih otrok. Pozdravljam dr. Žmalca, predsednika, tudi med nami tudi. In pravzaprav vse to je nekako privedlo, da smo se mi srečali najprej z Majo, kasneje s tabo in potrečeno, iskrena hvala in to. Ja, kot si že rekla, Nataša, pred tabo so se nakopičile vse te zgodbe. Dejansko so si med seboj vse podobne, seveda je pa vsaka po svoje drugačna in drugače pretresljiva in ob tem si morala najti način, kako jih zapisati. Spet se bom navezala na Svetlano Aleksijevič, ki je zapisala, da je v neki knjigi, ko je iskala tudi sama način, kako pač formalno svoje gradivo urediti, našla neko nenavadno formo. In citiram, roman sestavljen iz glasov samega življenja. In tako so nastali njeni dokumentarni romani, v katerih se brez kakršnih koli dodatkov ali pa interpretacij šiva različna pričevanja v eno samo odejo, sestavljeno iz drobnih koščkov blaga, recimo. Ta tvoj dokumentarni roman, ki je tudi žanrsko recimo označen kot dokumentarni roman, pa je kljub podobni zasnovi drugačen. Kljub vsemu ima osrednjo zgodbo, ima rdečo nit, ki je v bistvu romaneskni zaplet, z glavnimi liki, z končnim razpletom. In tudi te deli posameznih zgodb so dejansko filmski kadri. In snov, ki je sicer resnična, ki ni izmišljena, je pa literalizirana, tako da se liki iz realnih oseb levijo v literarne junake. In to konec koncev nakazuje tudi podnaslov tega romana, ki si ga dala film v prozi in je v bistvu izbran kot nekakšna zvrstna oznaka. Tako da me zanima podrobneje, kako si zamislila to strukturo svojega romana. Ja, že takrat, ko je pač izšel roman Beseda, ki je nimam, sem imela več intervjujev in vsi so me vprašali, če se bom s tem še ukvarjala in vsi so mi rekli, da še nisem toliko povedala, da sem v bistvu vzbudila radovednost po tej tematiki, da je treba verjetno še več povedati na malo bolj dokumentaren način. To mi že celo Anja Štefan rekla, ki jo zelo cenim in če mi ona nekaj reče, pa jaz to zelo vzamem na znanje. Skratka, rekla je, da bi si želela več in tudi, ne vem, v intervjuju na televiziji, recimo me Alenka Zor-Simoniti vprašala, če bo sledila neka dokumentarna snov. In takrat sem se jaz začela spraševati, kaj sploh je dokumentarni roman, pa kdo piše dokumentarne romane, pa kako to zgleda, ker če je dokumentarno, že nekako izključuje romaneskno in romaneskno izključuje dokumentarno, tako nekaj nenavadno. Zato sem potem brala Svetlano Aleksijevič in odrešensko mi je bilo pa delo, tako da sem res videla, kaj pomeni dokumentarni roman, ta žanr, je bila pa Daša Drndič z romanom Sonnenschein. Tam je pa tudi omenjen Lebensborn, ona sicer govori o holokaustu in pogromu nad judovskim prebivalstvom Evrope, ampak notor vmes je pa vpletena zgodba, osebna zgodba neke mlade ženske, ki potem na koncu starka, ki so jo vzeli otroka v Gorici, torej v Stari Gorici na Primorskem. In tam sem jaz začela in sem ugotovila, da je ta glavna junakinja izmišljena
da gre za neka resnična dejstva, da se je pač to res zgodilo, ampak noter vmes je pa kar seznam tak, debel seznam notri romana vseh žrtev holokausta. Tako, spretno preplete dokumentarno z romaneskimi. No in ko je mene povabila Ignacija Fridel-Jarc k sodelovanju pri Slovenski matici in me vprašala, če bi kaj izdala pri vas, sem jaz rekla, da imam nekaj že napol narejen, pa da to bo verjetno dokumentarni roman in ona je pa rekla, a pa bo literarno, a pa bo leposlovje. Sem rekla, ja, skratka, to je moj žanrski eksperiment. Jaz nisem vedela, kaj bo ratalo. Osnovala, osrednjo zgodbo, seveda, to je preplet izpovedi otrok, vojne otrok, revolucije otrok, revščine otrok, ki so na kakršenkoli način bili izgubljeni kot izgubili družino. No, ampak osrednja zgodba je pa zgrajena na čisto romaneskni način, zato ker nisem mogla drugače, ker sem si morala neke vsakdanje situacije zmisliti. In v tej zgodbi, to je pa zgodba zamenjanega dečka, ki sem jo v bistvu čisto po naključju jaz odkrila. In svojci tega dečka, oziroma dva dečka sta bila zamenjana, tako kot Erika Matko, zamenjana, se pravi, enega so vzeli Nemci, starše so izpustili in so jim dali drugega in starši so temu drugemu dali ime po tistem, ki so jim ga vzeli in so ga domov nesli in ta otrok, ki je tam rastel z njimi, nikoli ni vedel, da on ni to. Ni vedel, da ni to. Jaz sem pa začela raziskovati, kdo je pa to pol bil. Ta drugi, pravi, ki je pa prišel iz Nemčije, ker za Lebensborn ni bil dober, so ga vrnili v Salzburg in pol domov, je pa živel 50 km stran od te družine, 50 km stran od te družine in ni vedel, odkot je, kdo so njegovi starši, zakaj sirota, odkot je prišel, niti ni vedel, da je bil v Nemčiji, ker je bil premajhen, da bi se tega spomnil. Skratka, do smrti je živel v nevednosti o svojem izvoru. Oba sta imela pa enako ime in enak priimek, isti rojstni datum in zato je nastala silna zmeda tudi v arhivu Republike Slovenije, kjer sem jaz pol to najdla neke dokumente, iz katerih je bilo razvidno, kaj se je zgodilo. Skratka, to ni bil greh samo okupacijske oblasti, ampak tudi povojne oblasti, ker so morali vedeti, odkot je ta otrok. So bile pa pač tam neke zamere, zato ker sta bila ona dva izpuščena, zakaj sta bila izpuščena, mogoče sta bila kaj povezana z okupacijskimi oblastmi. Skratka, šlo je za namerno zavrtljanje teh podatkov. Skratka, en otrok je sicer imel dom, drugi pa ne. In ta usoda je bila za zmeraj uničena. In ta rdeča nit? Rdeča nit je ta zgodba. Kako si ti to razkrivala? In kako si to v bistvu razkrila tej družini? Ja, v bistvu sem jaz romaneskni lik tudi, jaz nastopam v romanu. Nisem se mogla več skriti, tako kot se skrijem za svoja izključno čista leposlovna dela, ko se skrijem v mladinskih romanih, kot sem se skrila v roman Beseda, ki je nimam, ali pa v roman Kava pri dišečem jasminu. Povsod se skrijem, ker se identificiram z nekimi liki. Tukaj pa nastopam jaz, Nataša, pisateljica, ki obišče gospoda tega in tega, skratka, to gospo, ki gre v Nemčijo z Majo Weiss, ko snema film, ki se sreča z Ingrid von Olhafen, ki gre na Kostariko sreča tega Hajma Hajdarja, ki je bil ukraden kot Vili Boručan v Celju. Skratka, jaz nastopam v romanu, ampak izključno v povezavi s tem raziskovanjem. Nič drugega mojega osebnega ne vpletam. Samo svoj pogled na vojno, svoj pogled na fenomen odtujevanja otrok v smislu vojnega ali pa revolucionarnega delovanja, vojne ali pa revolucionarne strategije. Skratka, če ti nasprotniku vzameš otroka, si mu vzel vse in si mu vzel prihodnost in potem tega otroka še preuzgajaš po svojih merilih, kar se zdaj, kot sem že povedala, zopet dogaja in se zgleda nikoli ne bo nehalo, dokler se ne bomo uničili ali pa se bomo kaj spametvali, še zmeraj upam. Ja, dr. Krier, kakšen je pa vaš odnos do te romaneskne obdelave zgodovine? A se vam to zdi eden izmed primernih načinov, da se, ne vem, recimo, suhoparna zgodovinska dejstva približa
širši publiki, je to potem za ljudi bolj dostopno. Nedvomno. Čeprav, kot je prej Nataša, ravno pri tem primeru Jagodiča, pravzaprav je resničnost včasih dosti bolj neverjetna, kot pa si lahko neka fikcija predstavlja. Se ne more smisliti. Se ne more smisliti. Jaz osebno, seveda, se strinjam z vami, jaz sam sem velik navdušenec nad Podmegnjena, tako imenovanim zgodovinskim romanom in recimo dela, kot so recimo delo Draga Jančarja ali pa recimo Möderdorferjeva Druga preteklost, zelo še bi lahko našteval. Skratka, še vedno nastajajo ta dela, ki očitno imajo predvsem dober odziv v javnosti. Se pravi, da je tudi naša percepcija teh nekih zgodovinskih obdobij, zgodovinskih tem, zlasti teh težkih tem, ki nas na nek način še vedno spremljajo, nas dušijo, nas oklepajo. Skratka, lažje jih razumemo, lažje jih dojamemo skozi literaturo, kar je po svoje logično. In ste sami dejali, skratka, z neko fikcijo oziroma z avtorjevo intervencijo, z avtorjevo empatijo se laže poustvari nek duh časa, ki je pomemben za razumevanje nečesa, kot pa z nekim suhoparnim, kot pravite, čeprav tudi zgodovino, ki se danes ni več tako suhoparne. Jaz mislim, da sem že obstajal tudi dobri hibridi tega, recimo. Ampak vendarle, je pa tu pomembna, se mi zdi, predvsem odgovornost, tako avtorja kot bralca. Odgovornost avtorja predvsem, namreč zelo blizu smo te nevarnosti, da si lahko ljudje na podlagi nekega romana, ki je sicer temelječega na zgodovinskih dejstvih, ampak vendarle gre za fikcijo, ustvarimo neko končno predstavo, da je to dejansko, da gre za čisto resnico, ki je že sicer do zgodovinskega vidika precej neoprijemljiva kategorija. Se pravi, to zlasti, in da si pravzaprav ustvarimo mnenje o nekem fenomenu na podlagi ene knjige, ki je kot rečeno roman. Se pravi, da avtor dejansko mora na to računati, jaz mislim, da mora imeti nek resen kredibilen avtor, mora imeti odgovornost do bralca, pa do materije same, zdaj tudi do zgodovine, da stvari, da pravzaprav razmeji, da jasno podaja bralcu tudi, ki mogoče ni toliko vešč teh vsebin, kaj so dejstva, kaj je pa njegova mišljenja. In obenem seveda odgovornost bralca, da ga recimo neka romaneskna tema, neka vsebina izzove k temu, da poseže tudi po recimo bolj resnih zgodovinskih delih. Sicer sem pa absolutno pristaš na nazadnje. Jaz mislim, glede na to, pravzaprav je to edini način, čeprav že vprašanje, koliko v teh časih sama literatura doseže, kako širok krog javnosti doseže, pa vendarle je to še vedno najboljši način, da določene vsebine spravimo izven poljskega strokovnega občestva. No, mislim, da se tukaj lahko obe strinjava, da je bila ta pozornost prav temu razmejevanju, kaj je zgodovinsko dejstvo, kaj je zdaj izmišljen vložek, recimo, kateri liki so popolnoma realni, s pravimi imeni, kateri so recimo imena zamenjena, situacija kakšna. To je v romanu zelo natančno razdelano, prav s to željo, pojasnjeno prav s to željo. Je po uvodu je v bistvu seznam likov, tako da in tudi v oklepaju pojasnjeno, da tisti liki, ki nastopajo samo z imeni, brez priimkov in so zapisani v poševni pisavi, so izmišljeni. Ampak samo imena so izmišljena, dejstva in razkritja v teh izmišljenih scenah so pa vsa resnična. No, pa seveda je pri tem veljavno tudi to, da je pregledala Nataša ogromno gradiva, da si zelo obsežno dokumentacijo preštudirala in da tudi določeni najpomembnejši ali pa najzanimivejši deli te dokumentacije so tudi zdaj kot neka priloga tega romana. Če si še tukaj hotela kaj mogoče dodati? V bistvu, ves čas te je gnala ta želja, da se ohranja spomin. Napisala si, da delo posvečaš tistim, ki so jim bile odsekane korenine, pri čemer se tudi v romanu navezuješ na misel Simone Weil, francoske filozofinje,
iz prve polovice 20. stoletja, da je izkoreninjenost daleč najnevarnejša bolezen, ki grozi človeški družbi. In da je biti ukoreninjen morda najpomembnejša in najmanj prepoznana potreba človeške duše. In spet smo pri duši, spet smo pri tem, da so ob tvojih srečanjih in pogovorih s pričevalci ti ljudje pogosto odpirali svoje duše. In tak je recimo prizor, ki ga opisuješ ob srečanju z že omenjenim Chaimom Henryjem Heiderjem, ki je živel v Kostariki, rojen pa je bil kot Vili Goročan v Celju. Pa bi zdaj prosila za prvi odlomek iz romana, ki prikazuje ta dogodek. Tri mesece po upokojitvi se je v studiu Filmske univerze Chaimo Henry Heider zopet srečal s svojimi nekdanjimi študenti. Razložil jim bom, zakaj smo tu, je rekel, medtem ko smo urejali prostor. V španščini jih je povabil, naj pridejo bliže. Obkrožili so ga. Posneli bomo, je sklenila režiserka. Chaimo, ki je bil nekoč filmski profesionalec, je počakal na znak in začel. Ko sem bil star 5 mesecev, je mojo družino v Celju aretirala nemška policija. Študentje gotovo niso pričakovali takšnega uvoda. Da se v preteklosti hudomušnega profesorja skriva zapleten vojni triler in da je tole, kar jim poteka pred očmi, del njegovega razpleta. Chaimo se je živahno razgovoril. Nikoli jim še ni pripovedoval ničesar pomembnega o sebi. To že, da prihaja iz Nemčije, ne pa, da se je v njem sušila kal, ki bo zdaj ob stiku z vodo rodila pripoved, oplojena v majhni deželi, ki se nagiba proti vzhodu Evrope, v eni tistih, za katere so komaj kdaj slišali in ne vedo, ali so v prejšnjem stoletju spadali k Jugoslaviji ali Češko-Slovaški. V kratek premolk je seglo dekle. Kaj pa veste o svoji pravi materi? Včeraj sem jo prvič videl, je polglasno odgovoril Chaimo. Nataša in Maja sta mi prinesli njeno fotografijo, posneto v Auschwitzu ob sprejemu. Nastopila je dolga tišina. Dekle je povesilo pogled in za hrbet umaknilo goste črne lase, ki so izdrsnili naprej. Zadrega mladih se je zmehčala v trpkem brezbesedju starca. Spomin, kako obrabljena beseda je to. A če olupim njen kič in se prebijem do sredice, najdem očiščeno seme, iz katerega še naprej nastajam. Tak podoben prizor. Tak podoben prizor dogodka, ko beseda obmolkne, ko glas zastane, se je dogodil tudi na snemanju filma z Ingrid von Oelhafen, ki se ga še zdaj obe spominjata, in to je prvi prispevek, prvi odlomek, ki ga bomo danes videli. Kako sta v bistvu se spomnili tega pretresljivega trenutka?
Mogoče na kratko povzamem. Skratka, na snemanju je prišlo do enega trenutka, ko je Maja prosila, Maja Weiss prosila, če bi prebrala eno pismo, ki ga je napisala v sirotišnici. Namreč ona je bila sicer vzeta v rejo v nemško družino, ampak ta družina je ravnala z njo tako res mačehovsko. Skratka, mama jo je kar poslala v nek zavod za nezaželene otroke in je tam ostala 6 let. In ves ta čas je neznansko hrepenela po mami, seveda, po tej nemški mami, ker ona ni vedela, da ni otrok te mame. Neznansko hrepenela po mami in je pisala pretresljiva pisma. In mama ji na ta pisma ni odgovarjala. Nemška mati, govorimo o Giseli von Wolfhafen. Ona je pač tega otroka vzela v rejo, pol je bilo to odveč, ga je dala stran in potem je Maja prosila, če to pismo prebere. Mislim, da je delček tega pisma tudi notor objavljen v romanu. Ingrid je vzela ta svoj album, kjer ima notor porumenele fotografije in porumenele zapiske in je začela brati to pismo in je rekla, ne morem. In jaz bi v tistem trenutku prekinila, Maja pa ni prekinila in je kar čakala in Ingrid je začela to brati, ampak se je tako strašno mučila. Meni se je zdelo res čez vsako mero, potem je Maja razložila, da se pač včasih tudi to naredi pri dokumentarnem filmu, da res dobiš človeka v vsej njegovi ranljivosti, no? Ampak kar je bilo preveč, no? Skratka, tega dela zdaj prav kompletnega ni, malo se sliši, zdaj film je pač že zmontiran in sem ga zdaj že videla, samo glas tega branja se sliši, v ozadju so pa njene otroške fotografije iz časa, ko je bila v sirotišnici. Zelo je pomembno, ne, če prideš takole k človeku, kot smo mi hodili in tukaj recimo gospod Turašek, povojna sirota, ki me je tako lepo sprejel, vsi so me lepo sprejeli, jaz moram reči, da to je neverjetno, kako so mene ti ljudje vsi, pa gospod Janez Žmavc še pri prejšnjem romanu, kako so ti ljudje mene sprejeli in so mi govorili svoje zgodbe, tako da se poznamo že desetletja, ne, pa sem bila popolnoma neznana oseba in iz tega se vidi, kako pomembno je in kako odrešensko moč ima pripoved, kako odrešensko moč ima zgodba in se potem lahko, ko ti poveš nekaj, kar si tiščal v sebi leta in leta, ko to poveš in ko je to zapisano in ko se to pretvori v neki izdelek, bodi si film, bodi si roman, to ima neko odrešenski smisel, če ne se jaz ne bi s tem ukvarjala. Mene velikrat ljudi vprašajo, kako lahko se ukvarjajo s takimi groznimi temami in zmerno rečem, da zame to niso grozne teme, ker so ljudje olajšani, ko te zgodbe povedo. No, seveda pa je olajšanje v tem iskanju izgubljenega jaza, če bi tako lahko rekel, pač lastne, ukradene, pozabljene identitete, to, da na koncu pač se to identiteto najde, ne? To iskanje nakazuje že nekako zelo poetično ta naslov, Senca brez človeka, in eden izmed likov opisuje, kako se je pač v trenutku, ko je spoznal ali pa ko je našel spet svojo identiteto, ta senca s človekom združila nazaj. Tako da, preden se naprej o tem pogovarjamo, bi prosila še za ta odlomek. Gre za pričevanje dečka iz sirotišnice, rojenega pred vojno, sta mu starša umrla in bratje in sestre so bili pač poslani živeti na različne konce in on je pač iskal odkot in kje sploh je. Ja, to poglavje je malo daljše, da so zelo kratke scene, res skoraj kot kadri v filmu in se z Lucijo nismo mogli odločiti, da bi ga skrajšale in mi je rekla, da je dovolj napeto, da boste zdržali. In potem se je zgodilo, prav tam v Novem mestu. Zakaj so me poslali tja? Ne verjamem, da je kdo vedel. To ni mogel biti človeški načrt, ampak čudežno sosledje drobnih namigov. Božja volja, ki se ji nezavedno sledil do točke, kjer se mi je vse razjasnilo. Kdo sem in zakaj sem postal sirota? Sošolka mi je rekla, Peter, a veš, da z mojim bratom dela en fant, ki se piše tako kot ti? Otrknil sem.
Hrepenenje po neznanem je zavrelo, bruhnilo je ven. Kje pa? V tovarni igrač. Nisem več strpel. Stekel sem k razredniku Dodiču in ga vprašal, ali grem lahko od pouka v tovarno, kjer dela nekdo, ki se piše tako kot jaz. Pojdi, je rekel. Če mi ne bi dovolil, bi vseeno šel. Zame ni bilo več druge možnosti. Samo ena črta, ena smer. Z dovoljenjem razrednika je bila še bolj jasna. Pritekel sem do vratarnice. Dober dan, tovariš. Ali je tukaj v službi kdo, ki se piše tako kot jaz? Mislil sem, da vratar ve. Mislil sem, da vsi vedo, kdo sem, da so moja čustva v središču Dolenjske, Jugoslavije in sveta, da je vse, kar se je tisti trenutek na zemlji dogajalo, nakopičeno v meni. Zato sem bil presenečen, ko me vprašal, kdo pravzaprav sem, kako se pišem. Povedal sem, zdelo se mi je vredno zaradi formalnosti pač. Ja, eden, ki se tako piše, je pa res pri nas, je rekel. Ime mu je Max, ampak zdaj ga ni v službi, ker dela popoldne. Tamle živi v tistih barakah, pojdi gor. Tudi če mi ne bi rekel, naj grem, bi planil po hribu na okreber. Znašel sem se pred nizom lesenih podrti. Samo za trenutek me je zajela zmeda. Ne bom trkal na vsaka vrata, sem si rekel, in se odločil, da bom ena izbral. Zamižal sem in razmislil. Zadnje na levi, sem sklenil. Stopil tja in potrkal. Od znotraj se je oglasilo. Kdo je? Jaz. Prehitel sem željo. Kar sem iskal, je bilo v njej že zdavnaj uresničeno. Želja je preskočila samo sebe, obstajala je od nekdaj. Starejša je bila od mene in mojega brata, starejša od vseh ljudi v Jugoslaviji. Mislil sem, da on ve, da vsi ljudje ve, kdo sem, ker se je vse to že prej zgodilo, že v pradavnini želje, ki je bila najna skupna. Seveda njegova ni mogla biti drugačna od moje. Kdo je to jaz? Je vprašal. Peter. Tišina. Naprej, je rekel glas iz notranjosti. Odprl sem vrata in zagledal pusto sobo s posteljo in mizo. Na edinem stolu je sedel poklepan mlad človek in bulil vame. Kaj bi rad? Ošinil me je tako čudno, kot tagova željo, ki je lebdela med nama, oba hkrati pogoltnila in se nam bo zaletelo. Brata iščem. Gledal me je nepremično. Njegovo telo je lebdelo. Pripeto je bilo na pogled, ki se je zapičil vame. Iz levega očesa mu je pritekla solza. Nisi jo obrisal. Ti si pa našemu atu podoben, je rekel, in solza mu je pritekla še iz desnega očesa. Peter sem. Ne, to ne more biti res. Peter je umrl. Nadaljevanja se ne spominjam. Vem samo, da sem se vprašal, kako je mogoče, da sem umrl in da tega ne vem. Odšel sem iz barake. Ne spominjam se, kaj sem rekel, ko sem se vrnil v šolo. Ničesar drugega se nisem zapomnil kot to, da sem živ. Da sem celo vedno bolj živ. Sestavljal sem se iz delčkov, ki jih prej nisem poznal. Ime, priimek in rojstni datum so bile črke in številke, zdaj pa so se začele oblikovati v osebo. Še se bova srečala, je rekel. Naslednjega dne, ko sem po pouku prišel v internat, me je upravnik poklical v svojo pisarno. Zelo sem se ustrašil in se skušal spomniti, kaj sem mu špičil. On pa je dejal, Peter, darilo imam zate. Šla so po hodniku. Zaplav sem za njim in premišljeval, kaj se mi bo zgodilo in ali bom zelo razočaran, če si bom nekaj malega želel. Odprl vrata v tajništvo. Pogledal sem noter. S hrbtom proti meni je tam sedela punca s svetlimi lasmi, spletenimi v 2 debeli kiti. Stopil sem korak naprej, obrnila se je. Čakajte, samo malo počakajte, saj bom dokončal. Tole me zmeraj stanjša. Prozoren sem kot papir v cvetličarni. Na tem mestu, veste, tukaj, v tem trenutku, se podobi zlepita. Senca in njen človek se najdeta v izvoru.
Prej sta vsak po svoje davala po svetu in se iskala. Živela sta polovično, zmeraj ima jim nekaj manjkalo. Vse, kar se jima je zgodilo, je bilo doživeto na pol, kot da se bo to končalo šele nekje v prihodnosti. Bolelo je polovično, osrečevalo prav tako. Jaz, Peter, nisem bil človek brez sence, ampak senca brez svojega človeka. Samo še malo. Dobro je. Deklica se je obrnila. V njenem obrazu sem zagledal sebe. Nato je vstala in planila proti meni. Jaz sem stekel k njej. Zakadila sva se drug od drugega, objela sva se, jokala. Deklica je dišala po mami. Ja, kar se je meni ob branju tega romana zdela ena izmed najbolj pretresljivih stvari, je bilo to, da je toliko različnih usod in da pri vsaki se je izkazalo, da vsak poskus popraviti ta usoden dogodek, ki se je zgodil, se je na pol ali manj izjalovil. V bistvu je bil bolj ali manj traumatičen. Da je bila dejansko storjena škoda takšna, da se je ni dal popraviti, ne da bi na novo in ponovno prizadel vse, ki so bili vpleteni v to. In zanimivo je to iz teh različnih zgodb, kako so se ljudje različno s temi svojimi traumatičnimi preteklostmi spopadali. Tako da bi te prosila za nekaj primerov, recimo, kako so ljudje se odzivali, ko so bili soočeni s tem. Mi moramo vedeti, da sem se jaz srečala z ljudmi, ki so preživeli, se pravi, ki so kvalitetno preživeli, ki so danes zadovoljni, pomirjeni, stari ljudje. Verjetno boste pa tako gospod Žmavc kot gospod Turnšek znala povedati, pozneje, če boste kaj poklepetali, da je mnogo takih med njimi, ki so propadli, ker niso zdržali. To je res zanimivo, kako smo res značajsko različni, ker so bili tako rekoč vsi vrženi v isto situacijo in so se nekateri izkopali iz tega storjenega, izvirnega greha, ki se ga ni dalo popraviti. Tega se ni dalo popraviti. Če si ti otroka vzel mami, v družini, pa si ga pol dal nekam drugam, pa si ga pol po vojni vrnil nazaj nekim stricem pa tetam tle v Jugoslaviji, je bil greh dvojn. Je bilo v bistvu ugrabitev dvojna. Se pravi, najprej so mu pravo mamo vzeli, pol so je pa narezal na nemško mamo, pol so ga pa še tam vzeli, pa so ga sem pripeljali. Skratka, to, da je otrok odvzet mami, je tako grozovit zločin, ki ga ne more upravičiti nobena politika, nobena ideologija, noben greh staršev ga ne more upravičiti. Tudi če bi starši ne vem kaj naredili na odre, ne more biti to drugega kot izvir neskončnega trpljenja, iz katerega se je zelo težko izkopati. Tako da moram reči, da sem se jaz srečala sam s takimi ljudmi, ki se jim danes lahko poklonom iz spoštovanja, da so to, kar so, da so to danes, da imajo oni kvalitetno življenje, da imajo potomce, da so sploh eno normalno življenje lahko imeli in to lepo, dobro in da so pripravljeni v tem govoriti. Tako da tisti, ki so potonili, pa ki so pomrli, pa ki so se zapili, s tistimi pač nisem govorila. Moram pa reči, da sem prišla v stik samo pisno z eno gospo, ki je bila tudi ukradena dojenček, potem posvojena v Nemčiji in potem je prišel Rdeči križ. Seveda je Rdeči križ opravljal veliko poslanstvo. Meni je jasno, da je bilo treba te otroke vrniti, če so bili ukradeni, ampak so prišli, pa so jo vzeli, pa so jo peljali nazaj v Jugoslavijo in jo dali stari mami na eno postelo, požgano, revno kmetijo. In to je vse, kar sem vedela v njej, sem ji pisala, če bi ga pripravila svojo zgodbo povedati. In je rekla, mi je odpisala pismo, po pošti mi je poslala, hvala za vaše povabilo, res je vse, kar ste napisali, da sta starša umrla v Auschwitzu, da sem bila posvojena pri tej gospe Fridi, ampak jaz nisem pripravljena od svojega 7. leta nič povedati.
kako huda je ta bolečina. On je da tam potem v Nemčiji srečen otrok. S tem, da seveda jaz ne trdim, da bi bilo bolj, da bi jo tam pustili. Nikakor ne moram tega trditi, zato ker potem bi bil pa namen te germanizacije dosežen, če bi te otroke tam pustili. Skratka, nič se ni dalo narediti tako, da bi bilo prav. Vse je bilo narobe. Kot primer ene izmed ukradenih otrok, ki se je soočila s svojo preteklostjo, ki se je to skrivnost odločila raziskati, smo zdaj že večkrat omenili Ingrid van Olhafen, ki je to tudi popisala v svoji knjigi, ki smo že prej omenila, z naslovom Hitlerjevi pozabljeni otroci. In danes ona ve, da je pač deklica oziroma ženska z dvema imenoma in otrok dveh domovin, Slovenije in Nemčije. Tako se nekako tudi zdaj identificira. Zdaj bi pa poslušali še ta del, v katerem o tem sama spregovori. to get in contact with me.
Ja, da hitro povzamem za starejše, ki ne razumete angleško. Skratka, ona pripoveduje o tem, kako sem jaz njej pisala 3 ali 4 leta nazaj, to je res že 4 leta nazaj, ko sem zvedla za njo. Ona je bila že prej v Sloveniji in je vedela, kdo je tudi prek DNK raziskave našla svoje nečake, ampak jo niso tako sprejeli odprtih rok, kot bi to pričakovali, zato ker ona je bila tudi zamenjana. Njenim staršem so ob izpustitvi iz tega ulovitvenega taborišča iz okoliške šole dali drugo deklico, za katero ne vemo, kdo je bila. In je spet ta deklica imela ime Erika Matko in njen rojstni datum. In ko je Ingrid po mnogih letih, že kot stara gospa, našla svojo identiteto, zvedela, da je bila rojena kot Erika Matko v Sloveniji, da je bila ukradena, je pisala v Slovenijo, v Rogaško Slatino, svoj rojstni kraj, in od tam dobila odgovor upravne enote, to pa ne more biti, veste, gospa, tukaj v Rogaški Slatini pa živi ena druga Erika Matko, rojena na isti dan kot vi. Skratka, to je bil zadnji tak šok, da si dolg časa njo pomogla, potem so ji vseeno pomagala ena novinarka, zgodovinarka Doroti Šmit-Koster, da je vseeno prišla sem in se srečala s temi ljudmi. Skratka, jaz mi pisala potem, ko je že vse to vedela. Ampak smo potem še zelo veliko stvari skupaj odkrili, recimo to, kar je omenila, rojstno hišo njene mame, pa to, da je bilo v družini njene mame 18 otrok, kakšno družino pravi bi ona imela, če bi ostala v Sloveniji, tako je polnoma sama, ona se tudi nikoli ni poročila, ona iz te zapuščenosti ni znala graditi naprej, je krasna ženska, ima ogromno prijateljev, ampak poročila se pa ni, pa otrok nima, ker si je ona pravi, tudi ko sem jo vprašala, kaj misli, zakaj je rekla, da zanjo ljubezen boli. Samo misel na ljubezen, da se ona naveže, da to boli. Tako da to je zelo tragična usoda, ampak gledajte, kakšna je. Ona razlaga, da se je zdaj začela učiti slovenščino. Ona se uči online slovenščino z eno učiteljico, ki uči dopolnilni pouk v slovenskem društvu Sava v Frankfurtu. Tako da ona zdaj zna par besed in mislim, da namerava priti zdaj zopet na srečanje ukradenih otrok. O tem je tudi govorila, kako je pomembno, da ima tukaj družino ukradenih otrok, ampak da je pač komunikacija problem. No, zdaj smo pa že res pri koncu našega dogodka. Povedala si že, zakaj si se odločila za to razširitev tematike odtujevanja, mučenja, sramotenja, da pač seveda to ni samo zgodba otrok Lebensborna, ampak da si vključila norveškega dečka, nemško deklico, to pač seveda v okviru Lebensborna, potem pa tudi spričevanje drugih, otroka, ki je izgubil starše pred vojno, po vojni, otroka rojenega iz posilstva v času vdora ruske armade v vzhodno Prusijo, otroka, ki je videl voz umirajočih dojenčkov ob robu taborišča. Vse to, ta dogajalni čas tvojega romana vleče naprej do današnjih dni. In tako kot smo že rekli, seveda potem nisi mogla mimo teh dogodkov, ki se danes dogajajo v Evropi, in zato si opravila tudi ta intervju, si vstopila v stik z to ukrajinsko svetovalko, Darjo Herasimčuk. Pri tem mi je pomagal moj prijatelj Mark Livin, ki tam ne sedi, ukrajinski pisatelj, moj kolega, ki nič ne razume zdaj tega našega pogovora, ampak bo pa razumel pogovor z Darjo Herasimčuk. On je prek Facebooka, ker recimo jaz sem prosila hčerko, če lahko prek Facebooka naveže stik s to gospo, pa ji seveda ni odgovorila, ker je tam vojna, ona dela na vladi in ne more zdaj kar odgovarjati eni deklici tam z Slovenije, ki pravi, da je hčerka od pisateljce. Potem sem pa prosila Marka Livina, da je pisal in je tako odgovorila in bila pripravljena z mano posnet intervju prek orodja Zoom. Marca letos je bilo to, tako ker sem hotela iz prve roke dobiti informacijo o tem, kaj se na okupiranih ozemljih Ukrajine zdaj dogaja z otroki, ki so osiroteli, ali pa z otroki, katerih starši pristanejo v taboriščih. Prisluhnimo še temu kratkemu izseku tega intervjuja. Bo tolmačeno to. Окупації Донецької та Луганської
Bom jaz povedala, kaj se sprašuje. Pol pustimo. Ja, se lahko jaz povem. Skratka, na dva načina jih vzamejo, tako kot sem jaz vprašala. Skratka, lahko jih pošljajo na počitnice in jih ne vrnejo, lahko jih pa na silo odvzamejo otrokom in potem je tudi znotraj teh načinov odtujitve, ugrabitve otrok, je potem naštela v nadaljevanju, ki ga nisem pripravila, ker je preveč dolgo, je pa v romanu napisano na 5 različnih scenarijev. Skratka, govori tudi o številkah. Tistega dne, ko smo mi govorili marca letos, je bilo prijavljenih ugrabitev, se pravi prijavljenih izginotij otrok več kot 36.000, ampak ker je to ozemlje okupirano, ukrajinske oblasti nimajo točnih podatkov in predvidevajo, da gre za 100.000 otrok, ki so nasilno odpeljani, se pravi v Rusijo in tam z ilegalnimi postopki, po hitrih postopkih oddani posvojitve ruskim družinam. No, zdaj pa bi prosila še vas, dr. Kregar, za komentar teh razmer, kako kot zgodovinar odgovarjate na misel angleškega pisatelja Huxleya, ki je rekel, najpomembnejši nauk zgodovine je, da se ljudje iz naukov zgodovine ne naučimo prav dosti. Že ne samo Huxleya. Seveda, te stvari pretresajo, ker očitno, pravzaprav, čeprav je to zdaj malo kontradiktorno, odkar obstaja civilizacija, se tako necivilizirano početje vrši. Konec koncev, očitno v zgodovini človeštva poznamo te primere od plemenske skupnosti preko srednjega veka nazaj druge svetovne vojne in seveda očitno se s temi zločini nadaljuje. Me pa ta primer, seveda konkretno zadevi ne morem soditi, zgodovinarji načeloma raje z neko zgodovinsko distanco ocenjujemo določene zadeve, ko so stvari bolj znane, bolj jasne, bolj dokumentirane. Me pa ta zadeva spominja malce na primer dnevnika Diane Budisavljević, verjetno poznate primer kozarskih otrok v času NKK. Zakaj? Ne samo zaradi bližine in podobnega zgodovinskega konteksta, v katerem so bili tudi naši ukradeni otroci, ampak zlasti tudi, da so te stvari še toliko lažje izvedljive na etnično prepletenih, mešanih območjih, ker se pravzaprav pride do trka dveh načeloma zelo sorodnih identitet, recimo. In je, skratka, mislim, da vidim neko paralelo med temi zadevami. Skratka, to žal ostanejo, pač ne morem komentirati. Ja, hvala. Nataša, bi kljub temu zaključili še z neko pozitivno mislijo, da je ta tvoja zgodba vendarle presvetljena z nekim upanjem na koncu. Ja, v bistvu s tem, kar sem prej povedala, da ta zgodba, tudi če je težka, boleča, dolgotrajno, trgajoča življenje človeka, da v bistvu potem, ko je zapisana ali pa na kakršen bolj drugačen način ustvarjena v enem drugem jeziku, se pravi jeziku umetnosti, dobi neko lepoto. In jaz mislim, da vseeno, to bodo pač moji pričevalci povedali, je neko zadoščenje, ko je to zapisano, ko je to povedano in ko tudi drugi čutijo to tvojo kalvarijo. Hvala lepa. Zdaj pa bi prosila in povabila občinstvo, če bi kdo rad z nami delil kakšno svojo misel, ali pa kaj vprašal. Bili so izčrpni. Potem pa se lepo zahvaljujem vsem, ki ste prišli danes poslušati, vsem pričevalcem, ki so Nataši svoje zgodbe zaupali, ker so jih s tem zaupali tudi nam, tudi širšemu občinstvu. Zahvaljujem se svojima sogovornikoma, dr. Kregarju, Nataši in seveda Luciji Lorenzuti, ki je krasno prebrala oba odlomka. Zdaj pa vas vabim še, da se tamle pred našo dvorano, pa še potem vsaj neformalno še pogovorimo. Hvala.